stranki smo se odločili sklicati to novinarsko konferenco, da vam predstavimo naš predlog zakona o spremembah zakona o vojnih veteranih, ki smo se odločili, da ga vložimo v parlamentarni postopek. V Slovenski demokratski stranki se zavedamo, da je zakon o uravnoteženju javnih financ, ki ga je sprejela druga Janševa vlada, zaradi oteženih razmer v finančnem in pa gospodarskem sektorju moral posegati na vsa družbena področja. Zaradi tega smo v okviru ZUJF-a takrat vojnim veteranom odvzeli nekatere pravice. Med njimi je v 101. členu pisalo, da se vojnemu veteranu zagotavlja pravico zdravstvenih storitev v višini razlike do polne vrednosti storitev zagotovljenih v okviru obveznega zavarovanja, če prejema veteranski dodatek ali če izpolnjuje pogoje za pridobitev veteranskega dodatka. Kasneje je vlada Alenka Bratušek potem ta člen popravila in seveda to stvar vezala na 2,5% gospodarsko rast, tako da je trenutno aktualno, da se sprememba tega člena začne uporabljati 1. januarja leta, ki sledi letu, v katerem Statistični urad Republike Slovenije ugotovi, da je gospodarska rast presegla 2,5% bruto domačega proizvoda. V Slovenski demokratski stranki, skupaj seveda tudi na predlog Združenja za vrednote slovenske osamosvojitve, od kjer so tudi prihajale podobne pobude, smo se odločili, da pa je sedaj glede na gospodarsko rast, ki jo imamo, in glede na situacijo v državi vendarle prav, da tistim, ki so tvegali svoja življenja v vojnah za Slovenijo, da se jim določene pravice vrne, in zaradi tega predlagamo člen, ki črta, da ta zakon začne veljati šele s 1. januarjem letu, ki sledi po tej 2,5% gospodarski rasti, kar pomeni, ta zakon sedaj vlagamo v proceduro. Če bodo še kakšne pripombe, če bodo še kakšne predlogi še za kakšne druge dodatne ugodnosti, smo seveda odprti, smo se pripravljeni pogovarjati, drugače pa menimo, da bi bilo prav, da se tem, ki so tvegali takrat življenja in največ doprinesli k temu, da imamo danes samostojno in neodvisno Republiko Slovenijo, tudi na nek način zahvalimo s tem, da jim ponovno vrnemo te pravice, da se jim plačajo tiste storitve oziroma tisti del, ki jim manjka do polnih storitev v okviru zdravstvenega zavarovanja. Računam oziroma upam, da bo vladna večina prepoznala potrebo po sprejetju našega predloga in seveda verjamem, da bo po razpravi, ki jo bomo opravili v Državnem zboru, ta zakon tudi sprejet.